Živijo. Jaz sem Borut Lesjak. Moj današnji vid po močni meditaciji je za začetek ta, da lahko primerjam naše učenje samoljubezni s hojo v gore. Pa ne zato, ker bi obstajal nek vrh, nek cilj, kamor moramo priti ali pa kamor želimo priti. Ker to smo že precejkrat slišali, da ni pomemben cilj, ampak da je pomembna pot. Rad bi uporabil to prispodobo zato, ker zelo močno čutim, ker sem sprevidel zelo jasno, da vedno obstaja še nekaj več in da je to v redu. Da to ne pomeni, da se vedno vračamo na začetek. Mogoče napredujemo v neki spirali. To pomeni, da ko se zavrtimo za en krog, da smo se nečesa naučili, da smo razvili več samoljubezni. Vedno lahko sami sebi poiščemo ustrezno razlago, kadar nas poprosi zanjo, zato da se bomo počutili bolj varne. Tudi moramo zadovoljiti, da smo celi. Ja, in moja razlaga je, da kadar sem zmeden, oziroma predvsem kadar med meditacijo sprevidem nekaj novega oziroma ugotovim, da sem bil malo ujet pred to meditacijo in si rečem, ja, nisem tega že predelal. Si lahko rečem, ja, sem in zdaj sem predelal še malo bolj ali pa in zdaj se znam še malo bolj objeti. Ali pa karkoli, na kakršenkoli tak lep način si lahko pojasnim, da je vedno še nekaj več. Drugače bi bilo dolgčas, tako da to je super, da imamo tako. No in moj današnji glavni vid je ta, v mojem odnosu, predvsem v vseh mojih odnosih, sem vedno poskušal zadovoljiti druge na način, da bi bilo vse v redu, da bi me imeli radi, da bi me sprejemali. Od mamice naprej. In pač hotel sem, da bi me imela mamica rada, da me ne bi kregala. In ta notranji otrok to še vedno išče, vedno. In kadar pride do situacije, kjer se meni zazdi, sploh ni nujno, da je res tako, da na drugi strani, pri drugih ljudeh, s katerimi komuniciram, nekaj ni v redu, da jaz nekaj narobe delam mogoče, se začnem pretirano truditi, da bi nekaj spremenil, nekaj popravil, izboljšal na svoji strani. In seveda včasih tega ne morem, ne zmorem, nočem, ne znam in potem postanem zafrustriran in negativen in neham zaupati ljubezni. In izgubim samo ljubezen, pozabim na samo ljubezen in takrat lahko postanem zatirčen, jezen, zoprn, zelo grd in negativen do svojih otrok, do žene, do vseh najdražjih, do svoje mamice. Ravno ta teden sem bil zelo neprijazen do nje v enem trenutku. No in lepo je, da se zavedam vsega tega in to mi daje več možnosti, da pridem do več jasnosti, kje je moja zavest ujeta, da ne zmorem objeti notranjega otroka takrat, kadar je to najbolj važno, takrat, kadar sem v takih okoliščinah. To ni vedno, to je redko kdaj, ampak ko je, me lahko izčrpa za ves teden, če podležem temu. No in za mene torej to velja, da zelo preprosto se zavem, da bolj pomembno, kot da umirim neko situacijo, da iščem varnost zunaj, da iščem varnost v nekem navideznem miru. Bolj važno je, da se zavem, da gre za luknjo v moji zavesti, da me moja travma, moj notranji otrok iztrga iz moje moči samoljubezni, ki jo imam zadosti. Če ostanem pri tej zavesti, lahko preprosto objamem, tako kot mojega
7-mesečnega dojenčka objamem, ko se ustraši govoreče igrače in začne jokati, ga samo objamem, več ne razlagam, zakaj in kaj ta igrača in kako deluje vse skupaj. Ne. Jaz ga samo objamem in to je zadosti. In enako je zadosti, če objamemo notranjega otroka takrat. Razumevanje bo že sledilo kasneje. Vse razlage in pojasnila sebi in drugim. Zato bo še čas. Tisti trenutek je najbolj važno, da objamemo notranjega otroka, če lahko, če si to izberemo, če to želimo. Če želimo celjenje, če si izbiramo celjenje, ni pravil, mogoče še ni čas. Ni se treba obsojati, če nam to ne uspe takoj. Če pa lahko, takrat, kadar smo iztrgani iz zavesti in se zavemo, da gre za staro travmo, začutimo tega majhnega fantka v sebi in ga objamemo. In rečemo, varno je zaupati ljubezni. Lahko čutiš strah. Jaz te bom držal. Lahko čutiš strah in nič se ti ne bo zgodilo. Kljub temu, da te je strah, da ti bo na drugi strani nekdo nekaj naredil, ker je malo pisano pogledal, ker se je malo namrščil. Tudi če slučajno kaj narobe delaš, zdaj si odrasel in boš to popravil. In karkoli že, kasneje se bomo pogovarjali o tem, najprej zaenkrat samo začuti, da imaš podporo, moj notranji otrok. Podporo imaš, mojo podporo, moč samoljubezni je zadosti velika, da ti lahko začutiš vse, kar nisi mogel začutiti takrat, ko si bil star 8 let ali pa 4 leta. In da je varno zaupati ljubezni. In potem lahko delujem iz položaja ljubezni in miru in veselja in domišljije in ustvarjalnosti. In najdem rešitve, nove rešitve za stare probleme, novo zgodbo. Ustvarjam novo zgodbo. Nič, naj bo zadosti za danes. Se vidimo naslednjič. Hvala in srečno.